Trije seštevanci, delo s konkretnim materialom. Danes boste pri matematiki potrebovali 10 enakih predmetov. Izbereš tisto, kar ti je najbolj pri roki. Lahko izbereš 10 palčk ali 10 barvic, 10 fižolčkov, 10 Lego kock ali pač tisto, kar ti je najbolj pri roki. Pomembno je, da imaš vsega 10 kosov. Jaz si bom danes pri računanju do 10 pomagala z Lego kockami. 10 jih imam, preštejmo jih. Štej z mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Potreboval boš tudi neko neprozorno vrečko, torej vrečko, v katero nekaj lahko daš, vendar se skoznjo ne vidi vsebina vrečke. Jaz na žalost doma nimam ustrezne vrečke, tako kot v šoli, če se spomnite tistih rumenih, s katerimi smo si pomagali, zato sem uporabila kar zimsko kapo, ki sem jo morala v teh dneh zopet povleči iz omare. To, kar sedaj torej potrebuješ, je 10 enakih predmetov in vrečka. Najprej me dobro opazuj in glej, kaj delam jaz, učiteljica, potem kasneje pa boš tudi ti ponovil moje aktivnosti. 10 Lego kock bom pospravila v vrečko, tako kot smo to storili v šoli, če se spomniš. Nato smo iz vrečke namesto Lego kock, ki smo jih izvlekli, pa lahko narišemo tudi krogce. Najprej smo torej izvlekli 3 Lego kocke, zato narišemo 3 krogce, nato pa še 4 Lego kocke in namesto njih narišemo lahko 4 krogce. Če sedaj vse krogce skupaj preštejemo, ugotovimo, da jih je enako 7. Bravo, odlično opravljena naloga. Dejavnost sedaj nekajkrat ponovimo. Torej, vzamemo predmete v prvi potezi in jih damo na en kupček in vzamemo predmete v drugi potezi in jih damo na kupček. Preštejemo, koliko smo potegnili najprej predmetov in to zapišemo s številom.
preštejemo, koliko predmetov smo potegnili v drugi potezi in zapišemo to število. Ker smo prvemu kupčku dodali kocke drugega kupčka, imamo znak plus. In sedaj račun izračunamo. 4 plus 4 je enako 8. Lahko pa Lego kocke tudi preštejemo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ali pa 2, 4, 6, 8. To je torej že naš drugi izračunan račun. Sedaj te vabim, da tudi ti sam v zvezek računko na takle način nastaviš 3, 4 račune. Tako, ti je uspelo nastaviti nekaj računov? Torej, dobil si račune, kjer imaš torej prvi seštevanec, znak plus, drugi seštevanec, znak je enako in na koncu rezultat, ki mu rečemo vsota. Ja? Torej, dobil si račun seštevanja, ki ima prvi seštevanec in drugi seštevanec. Sešteli smo torej 2 števili. Danes pa se bomo podali v svet, novi svet matematike, kjer bomo seštevali 3 števila. Torej, kot sem omenila, lahko seštevamo pa tudi 3 števila. Ja? In mi se bomo najprej malce poigrali z kockami oziroma z materialom, ki smo si ga pripravili, in bomo tokrat v 3 potezah ven kocke. In jaz sem recimo zdaj potegnila v prvi potezi 3, v drugi potezi 2 in v tretji potezi 1. Tako, preštejem kocke, se pravi najprej 3, potem 2, potem še 1. In seveda matematika ni zanimiva, če vsega skupaj ne seštejemo. Ja, zdaj vse 3 števila bomo zelo težko naenkrat sešteli, zato gremo postopoma in vzamemo tisto, kar nam je lažje. Recimo 3 plus 2, hitro zračunamo, da je to skupaj 5. In če dodamo še eno kocko, vidimo, da imamo kock skupaj 6. Kocke vrnemo in ponovimo z naslednjim primerom. Tokrat imam toliko kock, toliko in še toliko. Takole, kocke preštejem, torej najprej sem potegnila 2, nato tudi 2 in na koncu 4. Sedaj mi je mogoče lažje, če tem 4 dodam najprej 2. Vem, da je to skupaj 6 in če 6 kockam dodam še 2 kocki, ugotovim, da imam skupaj 8. Prosim te, da sedaj tudi sam rešiš nekaj takšnih primerov, ki jih rešiš ustno. Ja, ne rabiš trenutno še nič zapisovati v zvezek. Tako, upam, da si opravil nekaj praktičnega dela in da si se poigral z pripravljenim materialom. Sedaj pa je čas, da te kocke, ki jih potegnemo, oziroma te kocke, ki jih potegnemo iz naše vrečke, tudi ponazorimo najprej s pikicami, potem pa tudi števili. Ja? In če gremo, torej potegnemo. In potem še toliko. Takole. Evo. In zdaj narišem toliko kock, toliko pikic, kolikor kock imam. Torej, tule imam eno kocko, naredim eno pikico, tu imam 3 kocke, naredim 3 pikice in tu imam 2 kocki, zato bom naredila 2 pikici. In že takole mi pogled hitro pove, ja, da so te 3 pikice plus te 2 pikici je skupaj 5 pikic in ko dodam še eno pikico, je to skupaj 6 pikic.
Pogledam, če je res tako. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bravo. Poskusi tudi sam izvesti takole nekaj primerov. Sedaj je čas, da naredimo tudi zapis v zvezek računko. Ja? Odpri ga in zapiši naslov Trije seštevanci. Ko si zapisal naslov, nariši 3 kroge. Ti seveda rišeš s svinčnikom, jaz rišem z flomastrom, zato da se bolje vidi. In potem v te 3 kroge postavi kocke, ki jih potegneš iz vrečke. Takole. Takole. Evo. V prvi potezi sem potegnila 1 kocko, nato 3 in nato še 3. Ja? Ker seveda moramo kocke pospraviti, ja, bomo namesto pravih kock narisali ustrezno število kock. Torej, tule smo potegnili 1 kocko, tule 3, zato nariščemo 3 kocke, tule zopet 3, nariščemo še 3 kocke. Ti kocke kar lepo pobarvaj. Ja? Nato pod te kroge narišemo ustrezno število pikic. To, kar smo že delali v prejšnjih poskusih, če se spomniš. Torej, tule sem potegnila 1 kocko, zato bo 1 pikica, 3 kocke, zato bodo 3 pikice in zopet 3 kocke, zato bodo 3 pikice. Ja? Ker sem kocke dodajala, lahko vmes zapišem pluse. Ja? In mene seveda zanima, koliko imam kock vse skupaj. Ker je treba pikice šteti, ja, si lahko stvar olajšamo tako, da zapišemo števila z številom, ja, števko. Se pravi, naredimo 1 plus 3 plus 3 je enako. In zdaj tule hitro vidimo, ja, da 3 plus 3 je skupaj 6 in dodamo še tole enkico, ja, še plus 1 in da je to skupaj 7. Ko si zapisal naslov, nariši 3 kroge. Ti seveda rišeš s svinčnikom, jaz rišem z flomastrom, da se bolje vidi. In potem v te 3 kroge postavi kocke, ki jih potegneš iz vrečke. Takole. Takole. Evo. V prvi potezi sem potegnila 1 kocko, nato 3 in nato še 3. Ja? Ker seveda moramo kocke pospraviti, ja, bomo namesto pravih kock narisali ustrezno število kock. Torej, tule smo potegnili 1 kocko, tule 3, zato nariščemo 3 kocke, tule zopet 3, nariščemo še 3 kocke. Ti kocke kar lepo pobarvaj. Ja? Nato pod te kroge narišemo ustrezno število pikic. To, kar smo že delali v prejšnjih poskusih, če se spomniš. Torej, tule sem potegnila 1 kocko, zato bo 1 pikica, 3 kocke, zato bodo 3 pikice in zopet 3 kocke, zato bodo 3 pikice. Ja? Ker sem kocke dodajala, lahko vmes zapišem pluse. Ja? In mene seveda zanima, koliko imam kock vse skupaj. Ker je treba pikice šteti, ja, si lahko stvar olajšamo tako, da zapišemo števila z številom, ja, števko. Se pravi, naredimo 1 plus 3 plus 3 je enako. In zdaj tule hitro vidimo, ja, da 3 plus 3 je skupaj 6 in dodamo še tole enkico, ja, še plus 1 in da je to skupaj 7. Poskusi še sam
in tako nastavi nekaj primerov in jih zapiši po enakem postopku, kot smo jih zapisali mi. Kadar imamo 3 seštevance, se lahko sami odločimo, katera 2 seštevanca bomo najprej sešteli. V tem primeru sta me tale 3 plus 3 hitro priklicala, da je to 6 in potem sem temu vmesni vsoti dodala še prvi števec, še prvo številko in sem ugotovila, da torej 6 plus 1 je skupaj 7. Včasih se ti bo zgodilo ravno obratno. V tem primeru 2 plus 2 kar kličeta, da je to skupaj, da je to skupaj 4. In če jaz tej štirici dodam še plus 1, hitro vidim, da je to skupaj 5. V tem primeru pa me kličeta števili 5 plus 4, ki sporočata, da je to 9, dodam še 1, torej še plus 1 in že imam vsoto 10. Tako se lahko lepo igramo in poigravamo števili.